Kako bi se obnašali, če bi vedeli, da ste najboljši na svetu na področju, ki ga upravljate, pri delu, ki ga počnete? Moje ime je Aleksandar in to današnje coaching vprašanje je malo posebno. Predvsem z tega vidika, ker veliko ljudi danes pozabi sanjati velike sanje, si postavi to, kaj bi radi počeli, kdo bi radi postali, in ker si tega ne postavijo, ker nimajo jasne vizije o sebi, o svoji osebni rasti, o tem, kdo bi radi postali, ne pride do cilja, do rezultata. In v nekem trenutku, ko se vi počutite, da ste najboljši na svetu, ko verjamete, da ste res dobri, prevzemate identiteto ljudi, ki so najboljši. In ta identiteta pomeni lahko, da ste bolj pripravljeni trdo delati, da ste bolj pripravljeni biti disciplinirani, fokusirani, odločeni, tudi ko komunicirate, drugače zvenite in tako dalje. Američani imajo en stavek, ki je prevod v slovenščino malo poseben, verjetno se ga ne da tako enostavno prevesti, ki pravi fake it until you make it. To pomeni, da se pretvarjate ali pa na nek način delate, kot da to ste že naredili, toliko časa, dokler se to ne manifestira v vašem življenju. In ko sem jaz začel početi to, kar sedaj počnem, je bila moja ideja, vizija, da postanem takrat najboljši trener. Najprej v Sloveniji, potem na svetu in potem enkrat se spomnim, je Robin Sharma imel nek citat, zakaj bi bili najboljši na svetu, ko ste lahko najboljši vseh časov. No? In potem je bila to je bila moja nova vizija, autosugestija. In jaz še danes res po vseh teh afirmacijah, samohipnozah, tehnikah, ki sem jih naredil v zvezi s to spremembo identitete, čutim, da sem res dober. Mislim, to je zdaj, ko se čutim, da se hvalim, se pravičujem in ne tega imati za slabo, ker bi vas rad nekaj naučil s tem, kar zdaj razlagam v bistvu. S tem, ko sem dajal sebi toliko sugestij, toliko močnih afirmacij, toliko samohipnoz na to temo, vizualizacij. Jaz uporabljam eno posebno hipnotično tehniko, tisti, ki ste pri nas bili na delavnici praktik hipnoze, jo poznate, to je laboratorij uma in cel kup stvari, ki sem jih počel zato, da sem spremenil mojo identiteto, je s časoma to postalo, da sem postal še bolj obseden z učenjem, z znanjem, z modeliranjem najboljših. Ker vsaka nova identiteta prinese sabo pozitivno in mogoče manj želeno, da ne bom rekel pozitivno, negativno, ali pa bom rekel raje želeno in manj želeno vedenje. In ena izmed stvari, ki je prinesla, je ta, da nenehno še danes se učim, izobražujem, težim k odličnosti, berem, modeliram, imam različne coache, ki mi pomagajo v mojem življenju in s tem dejansko neverjetno hitro rastem. In danes se mi zgodi, in tukaj jaz iskreno mislim, da če nekdo želi narediti transformacijo, če nekdo hoče narediti naslednji korak, res mislim, da naredi to lahko pri nas. Iskreno to verjamem, prav čutim in vidim, kako se ljudje spremenijo, včasih samo po eni delavnici, ne pa tisti, ki grejo skozi nek cel proces. In potem pridejo ljudje do mene in rečejo, ja, sem naredil NLP tam, in jaz iskreno čutim neko sočutje, bolj sožalje, v takem smislu, ojoj, spet je nekdo, ki razume neko tehniko NLP-ja, jo ni integriral v sebe, ali pa ima teoretično znanje in bi lahko to prebral v knjigi, ni dobil izkušnje, ki jo lahko dobi pri meni. Ker sem s tem, ko sem toliko identiteto dvigoval, tudi premikal moj način dela, kvaliteto dela in jaz verjamem, da danes delam s temi ljudmi nepredstavljive premike, čudeže in jim pomagam, da rastejo. Zakaj vam to razlagam? To vam razlagam zato, ker s tem, ko bi radi vi spremenili svoje življenje, bi rad, da se že zdaj začnete počutiti, tako kot da ste najboljši na svetu za to področje, ki ga vi izvajate. Da bo to ena izmed vaših programov, programiran uma. In dajte biti potrpežljivi. Jaz počnem to zdaj 18 let, 18 plus let. In bolj, ko boste to počeli, vztrajno, konsistentno, bolj pričakujte spremembe.
In tudi to, kar sem vam rekel prej, ne bojo vse spremembe samo pozitivne. Kakšne spremembe vam bojo na nek način pomagali, da boste rabili še več nekaj narediti, še iti naprej, da ne bo konca. Ker najboljši na svetu ali pa najboljši vseh časov je nekdo, ki se stalno uči, ki je vedno neka naslednja stopnja, ki nikoli ni konca. Včasih jih ne razumem. Pridejo, preberejo eno knjigo, pa grejo na eno delavnico in potem rečejo, that's it, to je to. Kot da bi še vi enkrat tankati na petrol in rekel, aha, v redu, sem tankala, do konca življenja ne rabim več tankati. Ali pa, da bi šli enkrat najest, fajn, evo, sem se najedla, sem seta, do konca življenja ne bom jedla. Isto velja za duhovno hrano, za hrano za vašo dušo, za vaš Delajte na temu, da spreminjate vaš notranji svet in to coaching vprašanje danes se ga postavite večkrat znova. Ker potem boste lažje rekli določenim ljudem ne, lažje rekli določenim aktivnostim ne in boste šli lahko z vso energijo, vso odločnostjo, da boste uresničili cilj, ki bi radi uresničili. Upam, da je to coaching vprašanje bilo koristno. Če je bilo, pritisnite na like, všečkajte, delite, komentirajte, pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi.